Nadangel Ariel je absolutno nadangel. Rada bi vam majčkeno ozavestila ta odnos, kako vse skupaj teče. Ko imaš angele obilja, to pomeni, dobro, se nadangel Ariel ima mogoče še kakšna druga ostala podpodročja, ampak njeno glavno obilje je dostavljanje blagoslovov in je dostavljanje obilja. Zakaj bi nek nadangel imel sploh tako nalogo? Zaradi tega, ker odnos med neko dušo, to si zdaj ti, a ne, pač na planetu Zemlja, inkarnirana, je tak, da ko imaš ti neke želje, se te želje zelo velikokrat vežejo na namero tvoje duše, zato te želje imaš. In ko duša želi nekaj izkusiti, dobi svojo željo. Ko potrebuje za to neko orodje in asistenco, sploh če mogoče prej te želje še nikoli ni izvedla, obstaja nek most energij, lahko si predstavljate tudi kot orodje, ki to dostavi do tebe zaradi tega, ne zato, ker nam hočejo angeli napolniti, razumeš, naše življenje z vsem, kar smo si mi zmislili, kar tako, ne gre se za kar tako, ampak definitivno zaradi tega, ker angeli so osnovna asistenca dušam, ki hodijo v inkarnacijo. Zato želje so pomembne. Ljudje, ki jadrajo čez svoje življenje brez želja, moje želje, sanje, ki sem jih včasih imela, to pač je treba živeti realno, saj mi nič ne manjka, pa saj kakor toliko je v redu, važno je, da preživimo, važno je, da imamo neke občutke varnosti. To ni nikoli dobra informacija in nikoli dobra novica za dušo. Duša je sem prišla manifestirati, spoznavati sebe v fizični obliki, priti v stik s svojimi željami, s svojim poslanstvom. Razumeš, ona je dobila, to je isto, kakor da bi dal otroka, a ne, v polno sobo igrač in želi spoznavati, kaj ta igrača naredi, kaj ta igrača reče ali kako se ta igrača premakne, kakorkoli že. Potem pa temu otroku rečeš, v bistvu, veš kaj, ne smeš se igrati s temi igračami, kljub temu, da so ti na voljo, zaradi tega, ker je veliko bolj varno, če pri miru sediš, ker če boš zdaj vstal, pa boš probal zagrabiti te igrače, se lahko spotakneš in eventuelno obstaja varianta, da padeš na glavo. A si vi predstavljate, da bi nekemu enoletniku ali pa dvoletniku to rekli? Ne, on hoče vse igrače sprobati, a mu je ta všeč, a jo bo uporabil ali ne in tako dalje. Lahko si dušo predstavljaš na enak način. In nadangel Ariel je tista, ki prinaša te igrače, zato da lahko ta otrok izkušnje ima. Upam, da sem ti zelo dobro predstavila, kaj je neka osnovna naloga nadangel Ariela, ne? Pa vendarle, v bistvu, to je njena naloga, zato vedno, kadar neka duša pokliče k nadangel Ariel, moraš vedeti, da ti je to orodje že samo s tem, da si duša na voljo. Zakaj se pa potem ljudem ne uresničujejo želje? Zakaj ljudje nimajo občutka, da lahko prikličejo nadangel Ariel ali pa da ne dobijo blagoslovov? Zaradi tega, ker je blokada na tej strani. Ljudje, ko ne sprejemajo obilja, je veliko razlogov za to, zakaj ne sprejemajo obilja. Največkrat vidimo zadaj samo sabotažo. Vidimo, mogoče sem v življenju naredila neke napake in zdaj ampak to so podzavestne stvari, noben ne bi tega naredil zavestno. In jaz si zdaj tega ne zaslužim, jaz si zdaj ne zaslužim dobrih stvari. Jaz moram v bistvu zdaj sprejemati malo slabše stvari, pa da se mi stvari ne uresničujejo, zato da oddelam svojo kazen. Ljudje so bili vedno navajeni na to, da če pač nisi naredil nekaj prav, se je te kaznovalo, ali z molkom, ali z ignoriranjem, ali kakršnokoli kaznijo. To se je dogajalo v odnosih, pa še marsikje. In to je blokada za nadangel Ariel. In to so stvari, ki ljudje delajo zelo podzavestno, ali pa se bojijo uspeha, se bojijo obilja, ker imajo nekje prepričanje, da potem pa ne bojo dovolj na voljo ostalim ljudem in je zadaj spet občutek krivde in tako dalje.
Ko se dela meditacije z Nadangel Ariel, se spreminja v bistvu ta del. Torej, dela se most, razumeš, dela se s tvojo energijo, ker to ali bo ona te prinesla svoje blagoslove, absolutno ni vprašanje. Definitivno so pa meditacije z Nadangel Ariel tiste, ki jih uporabimo zato, da se ti lahko napolniš, da ti dvigneš neko energijo nekega sprejemanja, da se ti odpoveš nekemu, lahko bi temu rekli, manifestacijskemu biču in dovoliš, da Nadangel Ariel pride, torej da ji nekako sčistaš pot. Mogoče bi tukaj definitivno želela opozoriti, glede na to, da torej, prehajamo torej v manifestacijske mesece in veliko bomo na tem delali, veliko bomo torej menjali malo torej angelskih pa čarodejskih energij in tako dalje. Ampak Nadangel Ariel je poleti izjemno aktivna, tako da definitivno opozarjam na njo in na povezavo z njo. In mogoče, kar bi hoteli pokukati na potovanje duše.si, je še delavnica z Nadangel Ariel. In na tej delavnici, zdaj sem v eni taki kratki vsebini to povedala in to razložila, pa vendarle včasih ljudje rabijo mogoče več meditacij, več pomoči nekega duhovnega učitelja, kar sem jaz v tem primeru, malo več spoznava to energijo, kako samo sabotiramo, torej neko pomoč Nadangel Ariel. Ima še ena taka večerna delavnica, ampak zelo učinkovita in da mogoče ti res prečistaš, tako zelo ljubeča delavnica, pač neke stvari, ki te zaustavljajo, da bi končno ti sama preko ljubezni do sebe privoščila sebi asistenco nekega takega bitja, kot je Nadangel Ariel. Ko si poglej na potovanje duše.si.